Ko ste o tem spraševali, sem bil v tujini, pa sem imel na razpolago 50 sekund telefona. Leta 99, 98, ko se je začela afera Vič-Holmec, v kateri so neznani storilci blatili predvsem policiste, da so na mejnih prehodih Vič-Holmec izvajali vojna hudodelstva, je bila v policiji organizirana posebna delovna skupina, ki se je ukvarjala z ugotavljanjem storilcev. V bistvu bili sta dve. Ena je bila tako imenovana Gričarjeva komisija, ki je iskala bolj ozadja, druga je bila pa skupina policistov, ki je iskala elemente za kazniva dejanja. In v dveh primerih se je zgodilo, da je ta skupina, ki je iskala krivca, se pravi na način, da bi ga lahko kazensko vadila, planirala svoje aktivnosti za naslednji dan, in v dveh primerih je potem gospod Ranc, ki je novinar, ki je sicer spremljal to zadevo, objavil načrte te delovne skupine oziroma načrte policije, kar nas je seveda onemogočilo v nadaljnjih dejavnostih. Gospod Ranc je korektno spremljal afero Vič-Holmec, tudi v zadevah, ki jih je poročal, s katerim nam je poručil načrte, je seveda delal čisto tako, kot bilo vsak slovenski novinar. In takrat je postalo jasno, da ga oskrbuje s podatki nekdo, ki bi želel preprečiti, da bi policija ugotovila, kdo je dejansko tisti, ki je sprožil afero Vič-Holmec. Zaradi tega so bili pridobljeni spiski njegovega telefona, po pravni podlagi, ki je veljala takrat in ki je veljala do leta 2004. Z njim je bil pravno razgovor in potem so se stvari razvile tako kot se. Ko je bila zoper mene podana ovadba, in moram reči, da je bila ovadba podana zoper odločitev vrha policije takrat, zaradi tega, ker je oseba, ki je podpisala ovadbo, je potem izgubila pooblastila in malo pozneje tudi službo, je Barbara Brezigar, takrat v vlogi vodje posebne tožilske skupine, zahtevala upravo posameznih preiskovalnih dejanj. Na podlagi te zahteve, in ni res to, kar sedaj trdijo nekateri, da je bila onemogočena v svojem delu, na podlagi njene zahteve je preiskovalna sodnica, sodišča v Ljubljani, upravila ta dejanja, zadevo vrnila okrožnemu tožilcu, ki je preštudiral zadevo in odstopil od pregona. Z obvestilom o odstopu od pregona je bil seznanjen tudi gospod Ranc in mu je bila ponujena v skladu z zakonom možnost, da prevzame pregon zoper mene. Tega ni storil. Je pa čez leto ali dve vložil civilno tožbo zoper državo Republiko Slovenijo zaradi stvari, ki so se takrat pač dogajale, in epilog je prišel sedaj. Tudi če niste pravniki, boste razumeli razliko med objektivno odgovornostjo države in individualno odgovornostjo posameznikov. Če kdorkoli od vas čita sodbo Vrhovnega sodišča, boste videli, da se recimo moje ime ne pojavilo samo na enem mestu in še to v opombi. In tisti, ki sedaj po vrstnem redu sklicujejo tiskovne konference, mislim, da je v zadnjih tednu ni to že tretja ali četrta, očitno misli, da je to problem številka ena ta trenutek v Sloveniji. Z vidika komisije bi bili zelo veseli, če bi se enako število tiskovne konference magari v daljšem časovnem obdobju sklicalo na temo preprečevanja korupcije. Ampak osnovno vprašanje. O moji osebni odgovornosti je odločilo državno tožilstvo. Zopred takšno odločitev ni imel nišče nobene resne pripombe, vse kar se tiče pravne stroke. Seveda je bila ta tema neprenehno izpostavljena ob sprejemanju predpisa Zakona o preprečevanju korupcije, ob ustanovljanju komisije, ob mojem imenovanju za predsednika komisije in sedaj znova. Dogajanje z leta 1999, podarim z leta 1999, ko sem bil še v policiji, se neprenehno poskušal uporabljati za to, da bi se rušila moja kredibilnost kot predsednika komisije. Nihče mi do sedaj še ni čital, da bi karkoli storil na delu, na mestu, ki ga sedaj upravljam. In več kot očitno je, da so ti poskusi diskreditacije izvajanja zgolj in samo z enim namenom, da bi vplivali na moje delo in da bi vplivali na delo komisije. Ampak mislim, da smo dosedanjim delom in tudi naprej bomo dokazali, da se pač ne bomo pustili vplivati. Čez približno pol leta, mislim, da se bo tudi zelo jasno videlo, odkot zdaj ta nervoza pri predstavniki, predvsem ene politične stranke, odkot ti pritiski, pa odkot ta velika želja, da bi se rešili sedanjega predsednika komisije za preprečevanje korupcije. In zaradi tega, ker je bilo v moje osebne odgovornosti že odločeno, in zaradi tega, ker je se sodba Vrhovnega sodišča nanaša na objektivno odgovornost državnega organa, in zaradi tega, ker se jaz sam pri sebi moralno ne počutim čist nič krivega za to, kar se je takrat dogajalo, ne bom odstopil.
Denis Arkič Vez, gospod Kos. Vem, da ste omenili, da bi bilo morda biti boljše, da se ta stvar ne bi povezovala toliko s komisijo, ampak ne bi bilo vseeno boljše za komisijo samo, za tega brezzobega ali zobega ali ne vem, z umetno protezo tigra, vseeno boljše, če vstopite. Sem razmišljal tudi o tem, če bi bilo to boljše za komisijo. Pa prišel do spoznanja, da ravno s tem bi naredil uslugo tistim, ki si želijo, da bi ta trenutek ostala brez komisije, ostala brez da bi zastala sredi delnega procesa in da bi prenehalo upravljati naloge, kot pač jih upravlja sedaj.